Gospod minister za kmetijstvo, povejte vi meni, ali vi tudi morebiti uživate kdaj v več dni starem kruhu, kot pa samo v svežem kruhu? Sploh, kadar nimam svežega. Pa je to večkrat na teden? Se zgodi, ja. Se zgodi. Ste morebiti poskusili tudi s kakšnim svojim receptom oziroma sami proizvesti tisti košček, hlebček? Kruha? Ja, kruha, ja. Ne, kruha pa žal ne znam peči. Ne? Bačke drugega kruha pa ne, res ne. Sem pa slišal, da obstajajo mašine, tako, stroji, ki ti to omogočajo. Toliko mleka, toliko pšenice, kaj že moke, vode in soli in to menda gre. Ja. Pa še nisem kupil te mašine. Ja, bom še vprašal gospod Čadonič Špelič samo, da poje, bom pa posnel, da pač zdajle trenutno je kruh s pršutom. Ja. Naj pokažemo tole v kamero. Super. Tako. To je vipavski pršut, Ja. iz Vipa. Ne. Takole se reže. Pomembno je tole, ker gor piše 100% slovensko, se pravi, da je bil zaklan prašiček v eni od registriranih klavnic pri nas, to je se pravi eni od tistih 33, ki sem prej povedala, da jih imamo 33 za rdeče meso in da je bil ta prašiček zrejen v Republiki Sloveniji. Super. Gospa Ja. Čadonič Špelič, prva veterinarka v državi, rečemo temu. Ali vi tudi kakšen dan jeste morebiti več dni star kruh, kot pa samo svež kruh? Jaz praviloma jem več dni star kruh, ker mi ne kupujemo vsak dan kruha, zelo praktičnih razlogov, ker nas tako rekoč ni doma in potem, ko ga kupimo recimo za vikend malo več in nam ostane in ga jemo, dokler ga ne pojemo do konca. Jaz sem naučena tako in tudi svojega otroka učim tako, da je treba kruh zelo spoštovati in ga nikdar ne zavržemo. In če pade na tla, ga poljubimo. In preden načnemo hlebec kruha, ga jaz prekrižam, če je cel hlebec. In to naredim tudi za praznike. Ne iz kakšne verske blaznosti, ampak iz velikega spoštovanja, da jem slovenski kruh. Ali ga morate biti tudi kdaj sami spečete? V zadnjem času ne, precej časa ga nisem. Znam ga speč in dokler smo živeli v Beli krajini, dokler je bila moja mama živa, sem ga velikokrat spekla, posebno že z vikend, ko sem prihajala domov in ne vem, če mi boste verjeli, 7 let sem bila stara, ko sem zamesila prvi kruh. Verjamem. Mama me je to naučila. Hvala. Prosim. Dober tek naprej. Hvala.